Drage gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. V našem studiu tokrat gostimo kranjskogorsko županjo Henriko Zupan, da bova pregledali, kaj vse se je v občini dogajalo v preteklih mesecih in kaj se še bo v prihodnjih. Dober dan želim. Lepo pozdravljeni. Najprej se dotakniva kar teh zborov občanov, ki so bili v preteklih dneh po vseh krajevnih skupnostih. Kako je vse skupaj izgledalo, katere teme ste obravnavali? Tako je, v preteklih dneh smo imeli zbore občanov po vseh krajevnih skupnostih. To so bili prvi zbori občanov v mandatu 2022-2026. Želimo si, da se bo ta praksa nadaljevala, ker zdi se mi prav, da se občane seznani s projekti, da nekako dobimo tudi informacijo o problematiki, pobude in tako naprej tudi strani občanov. Teme vseh zborov občanov so bile približno enake. Seveda najprej predstavitev projektov po krajevnih skupnostih v skladu s sprejetimi proračuni za leto 2024 in 2025. Potem smo imeli komunalno problematiko, potem točko ujme, kjer smo predstavili, bom rekla, škodo, ki je nastala v naši občini v vseh teh naravnih nesrečah, ki so se zgodile od poletja pa do zime. Pod zadnjo točko pa so bile seveda pobude, vprašanja in predlogi občanov. Moram povedati, da edino v Kranjski Gori in v Mojstrani smo imeli še dodatno točko, in sicer v Kranjski Gori je bila dodatna točka, pobuda za preimenovanje trga pred cerkvijo, v Mojstrani je bila pa podana kratka predstavitev projekta umirjanja prometa v dolino Vrata. In kako ste zadovoljni s samo udeležbo na teh zborih občanov? Moram reči, da je bila udeležba kar lepa, morda po nekaterih krajevnih skupnosti malo večja kot drugje, ampak vsekakor smo zadovoljni in računam, da bomo to prakso nadaljevali, tako kot sem povedala, načeloma proti koncu leta. Letos je bilo pač izjemoma zbori občanov v začetku januarja, ker je bil proračun sprejet šele 21. decembra in časovno nismo zmogli organizirati vseh zborov občanov po krajevnih skupnostih. No, sprejeta sta pravzaprav kar proračuna za letošnje leto, pa potem še za leto 2025. Če izpostaviva morda kakšne večje investicije? Res je, prvič v zgodovini občine Kranjska Gora sta proračuna sprejeta za 2 leti, za leto 2024 in 2025. Sprejete v proračunu so pač potrjeni projekti, in sicer, da omenim nekaj večjih. Tukaj je predvsem gradnja večstanovanjskega objekta v Mojstrani, potem seveda predvsem velika postavka je obnova občinskih cest. To je bilo obnovo občinskih cest smo predvsem na zborih občanov predstavili po krajevnih skupnostih. V okviru obnove cest se bo izvajala tudi obnova celotne infrastrukture, ki je potrebna. Potem je v proračunu za leto 2024 uvrščeno tudi financiranje projekta izgradnje doma reševalcev v Mojstrani. Tukaj gre v bistvu za transfer, ki ga dajemo gasilcem Mojstrane, tako da tukaj se bo pač ta transfer namenil za izgradnjo tega doma reševalcev. V letu 2025 moram reči, da je pa poleg seveda to, kar sem že omenila, velikih sredstev, ki se namenjajo za obnovo cest, umeščen tudi izgradnja pločnika v Gozd Martuljku. Mi smo nekako ta projekt umestili v leto 2025, ker računamo, da nam bo država držala obljubo in tudi ona izvedla rekonstrukcijo ceste v letu 2025, ker izgradnja pločnika v Gozd Martuljku je pogojena seveda z obnovo regionalne ceste. Prav je seveda, da omeniva tudi, da s 1.1. občina subvencionira tudi tretjino malice osnovnošolcem. Tako je. V proračunu za leto 2024 so namenjena tudi sredstva za subvencioniranje malice za osnovnošolce, in sicer leta 2024 občina subvencionira tretjino cene malice, v letu 2025 pa bo občina subvencionirala 2/3 cene malice za osnovnošolce. Objavili pa ste tudi že plan, načrt občinskih sej.
Tako je. Na zadnji seji občinskega sveta so bili predstavljeni tudi termini sej v letu 2024. Načrtovano je sicer 5 sej, to pa ne pomeni, da bo dejansko izvedenih samo 5 sej. Če bo se izkazala kakšna potreba, da bo treba obravnavati kakšno tematiko, kakšno zadevo sprejeti, bo normalno razpisana tudi dodatna seja. Prav je, da občanke in občane nekako spomniva tudi na to, da morajo vsako leto znova podaljšati to brezplačno parkiranje abonma A. Če morda je kdo pozabil, je prav, da gre hitro na LTO, na Turizem Kranjska Gora in da parkiranje obnovi. Tako je. Lansko leto smo januarja sprejeli sklep, da je parkiranje za občane občine Kranjska Gora brezplačno. Abonma A ima vrednost 0. Abonma A pa je nažalost časovno omejen in sicer velja za 1 leto. Zato prosimo občane, da ne bodo pozorni, kdaj jim poteče veljavnost abonmaja, da ne bo prišlo do kakšne nerodnosti, da ta abonma obnovijo in seveda preko spletne strani kakorkoli izberejo in seveda abonma je še vedno brezplačen. Zima je seveda tudi čas, ko kranjskogorska občina gosti številne športne prireditve. V letošnjem letu je teh sploh veliko, zdaj imate verjetno tudi veliko dela z raznimi nagovori, športnicami in športnikom, pa s podelitvijo pokalov, medalj. Res je, tudi v letošnjem letu je veliko športnih prireditev, predvsem velikih športnih prireditev, da začneva samo z Zlato lisico, ki je bila v začetku januarja, potem končalo se je srečanje bankirjev Evrope v Kranjski Gori, kjer je bila udeležba res številčna, mislim, da je bilo preko 700 udeležencev. Prav te dni gostimo, bom rekla, tudi športnike oziroma se odvija tekmovanje državno na področju specialne olimpijade in seveda čakajo nas še dodatni veliki športni dogodki, to je pa svetovno mladinsko prvenstvo v nordijskem smučanju v Planici, pa seveda pokal Vitranc in pa zaključek smučarskih poletov v Planici. Od športa pojdiva še malce k kulturi. Osrednja občinska proslava ob 8. februarju bo na Dovjem. Tako je. Kot vedno je osrednja občinska proslava ob našem kulturnem prazniku na Dovjem, tudi letos, zato ob tej priliki prav vse občane prijazno vabim, da se proslave udeležijo v Aljaževem prosvetnem domu 8. februarja ob 18. uri. Se torej srečamo v četrtek na Dovjem. Za danes se vam najlepše zahvaljujem za obisk v našem studiu in seveda želim prijetne dni, ki so pred vami. Hvala lepa. Hvala tudi vam, lep pozdrav. Drage gledalke in gledalci, vam pa hvala lepa za vašo pozornost. Lep večer želim še naprej. Nasvidenje.